Tjaša, kot si napovedala, je današnji dan v Mariboru zaznamovalo predvsem državno prvenstvo v Ultimate Frisbeeju. Bi mi verjeli, da se s tem frisbeejem lahko ukvarjaš tudi profesionalno in na tekmovalnem področju, pa ne samo za zabavo? Če mi ne verjamete, poglejte naslednji prispevek. Ultimate Frisbee je šport, o katerem marsikdo še ni slišal. Ultimate je nastal konec 60-ih let v Ameriki, igra pa se od takrat ni bistveno spremenila. Največja posebnost športa je, da nimamo sodnikov, da odgovornost za to, kaj je prav, če je bilo v skladu s pravili, je na samih nas igralcih. Igrišče, na katerem poteka igra, je pravokotne oblike s končno cono na vsaki strani pravokotnika. Ne moremo pa izpustiti osnovnih pravil igre. Bomo začeli pri tem, ko loviš frisbee, se moraš ustaviti, spostaviš pivo točko in lahko pivotiraš podobno kot pri košarki. Iščeš proste igralce, pri tem uporabljamo 2 meta, osnovna, backhand in pa forehand. Število podaj ni omejeno. Tudi ne časovno. Ko je ena izmed teh podaj ujeta v končni coni, se to ovrednoti kot točka. Igramo na 15 točk. Kjera prva ekipa pride do 15, zmaga. Zdaj, v sami igri se lahko zgodijo recimo 3 stvari, ki pomembno vplivajo. Da podaja ni bila ujeta, da smo frisbee ujeli v avtu ali pa da je obramba prestregla disk, ko je bil v zraku. Takrat lahko obramba takoj pobere disk, tam kjer je padel na tla, in nadaljuje v bistvu na drugo končno cono napadati z ciljem, da doseže točko. Šport je primeren tako za moške kot za ženske. Kako se pozna ta razlika moški-ženske? V bistvu v mariborskem klubu niti ne toliko, ker smo nekako navajene trenirati z moškimi, ker nas je vedno bilo samo tako največ 3 do 4, vsaj v zadnjih nekaj letih. Nasplošno pa način igre drugačen, pri moških je mogoče malo bolj intenzivna, drugače pa smo popolnoma enakovredni na igrišču. Fizični kontakt med igralci ni dovoljen, v nasprotnem primeru pride do prekrška. Tekmujejo v 2 divizijah. Obstaja divizija mixed, kar pomeni, da od 7 igralcev morajo vsaj 3 ali pa 4 punce biti v enem trenutku na igrišču. In pa divizija Open, kjer ekipe sestavljajo samo moški. Se je to težko naučiti, težko trenirati? Ni težko trenirati. Najprej tako začneš pri osnovnih metih, backhand, forehand, kasneje pa začneš malo taktiko spoznavati, pa tudi osnovni princip igre. Trenutno je v Sloveniji 6 klubov, ki štejejo skupaj okoli 100 igralcev. Tekmovanja ne potekajo samo znotraj Slovenije, ampak se udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj in ne glede na to, kje poteka tekmovanje, je vedno najpomembnejši fair play oziroma spirit of the game. Vedno na koncu se obe ekipi zbereta, si poveta, kaj je bilo narobe, kaj ni bilo prav, da se tekma pač vedno zaključi brez kakršnih koli zamer, tako bi se v vsakem športu spodobilo. Torej, če vas je prispevek navdušil, je najbolje, da se kar sami preizkusite v Ultimate Frisbeeju.